Ja, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Moj namen je čisto na kratko predstaviti kolege. Tukaj z nami je dr. Igor Morin, docent na medicinski fakulteti, sicer pa organizacijski vodja klinike za kirurgijo. To je Miha Antonič, predstojnik oddelka za kardiokirurgijo. In še pa dr. Janez Ravnik, ki je vodja in predstojnik oddelka za neurokirurgijo. Danes ni naključje, da so z nami trije kirurgi. Želimo namreč predstaviti situacijo, ki je v tem trenutku prisotna v celotni ustanovi in se še posebej ali pa zelo izrazito manifestira prav na kliniki za kirurgijo, ki je koncipirana na ta način, da najprej seveda zagotavlja urgentno službo, kirurško urgentno službo in pa seveda omogoča zdravljenje vsem onkološkim pacientom. Ampak ob tem klinika za kirurgijo zajema velik del elektivne dejavnosti, se pravi vse operacije, ki niso nujno potrebne v nekem trenutku, ampak se lahko izvršijo v nekem odloženem času, bodisi dnevu, tednu, mesecu in tako naprej od samega pregleda. V času COVID krize je prišlo do izjemne redukcije dela na kliniki za kirurgijo, namreč številne etaže so namenjene COVID bolnikom in številni zdravniki in medicinske sestre so premeščeni, prestavljeni na oddelke za zdravljenje COVID bolnikov. To povzroča izredno stisko ne samo pacientom, ki so seveda prikrajšani, belim pacientom, ampak seveda tudi zdravstvenim delavcem, medicinskim sestram in zdravnikom, ki svojih pacientov ne morejo zdraviti v optimalnem času. Želim poudariti to, da je kolateralna škoda zaradi COVID krize pri pacientih, ki potrebujejo zdravljenje, ki niso oboleli za COVIDom, izjemna. Kakšna je, bodo več povedali kolegi. Jaz prepuščam najprej besedo dr. Morinu, ki bo predstavil neko širšo sliko, nato pa še kolega iz oddelkov, ki ste morda med najbolj prizadetimi v tem trenutku. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Ja, lepo zdrav tudi v mojem... Lepo zdrav še enkrat tudi v mojem imenu. Zdaj, če na hitro rišem malo sliko oziroma situacijo, s katero se soočamo na kliniki za kirurgijo, lahko rečem, da imamo seveda velike organizacijske težave na kliniki na račun te trenutne COVID situacije. Seveda, oziroma niti ne toliko z samimi pozitivnimi kirurškimi pacienti, ki jih bolj ali manj vsakodnevno dobimo tudi v obravnavo, ampak smo v bistvu na kliniki za kirurgijo bolj prizadeti v bistvu indirektno in sicer na račun zagotavljanja potrebnega kadra na teh COVID deloviščih, kot tudi v bistvu zagotavljanja nekih prostorskih možnosti. Tako v tem trenutku na kliniki za kirurgijo od 15 etaž za potrebe klinike za kirurgijo trenutno zagotavljamo oziroma imamo na razpolago samo 7 etaž. Ostale etaže so namenjene za COVID aktivnosti in sicer na 2 etažah imamo COVID akutne oddelke, 2 pa sta namenjeni za COVID intenzivne paciente. Ob tem pa tukaj gostimo tudi kliniko za ginekologijo, kjer imajo svoje kapacitete namenjene prav tako COVID akutnim bolnikom. Kar se tiče samih operativnih programov, tudi te imamo praktično prepolovljene, tako da z veliko težavo bolj ali manj dnevno zagotavljamo zgolj nujne posege, ti operativni posegi so praktično vsi odpovedani. Ob tem pa smo pri teh najbolj zahtevnih kirurških posegih dodatno omejeni z zmanjšanjem intenzivnih postelj za ne-COVID bolnike, zaradi česar imamo dnevno, kot rečeno, torej pogosto velike težave z izvajanjem tudi teh zahtevnih, nujnih kirurških posegov.
Iz klinike za kirurgijo za potrebe COVID delovišč v tem trenutku zagotavljamo cirka 65 medicinskih sester, od tega je 40 diplomiranih, 25 gre za zdravstvenih tehnikov in pa klinika na COVID deloviščih v tem trenutku sodeluje z 20 zdravniki iz same klinike. Zdaj pa mogoče prosim še kolega, da predstavita zdaj vsak svoj oddelek. Ja, lep pozdrav z moje strani. Kot so že moji predhodniki povedali, se trenutno soočamo z velikim problemom na našem oddelku in sicer ne toliko z samimi COVID bolniki, ampak z ostalimi bolniki, ki ta trenutek tudi potrebujejo obravnavo. Že zadnje tedne se pojavljajo vse večje težave zaradi prenosa kadra in pa tudi prostorov za potrebe COVID bolnikov, tako da smo bili primorani precej zmanjšati operativni program. Specifika kardiokirurške oskrbe je taka, da v bistvu vsak bolnik po operaciji nujno potrebuje do stabilizacije stanja obravnava v enotah intenzivne terapije. In zaradi zmanjšanja teh kapacitet, ker so bili prenešeni na COVID oddelke, smo tudi mi posledično prisiljeni zmanjšati operativni program. Ta trenutek z veliko težavo zagotavljamo operacije najnujnejšim bolnikom. To so takšni bolniki, ki v bistvu na operacijo čakajo hospitalizirani v bolnici, recimo na kliniki za interno medicino. In že za te bolnike, ki v bistvu sploh njihovo stanje ne dopušča odpusta v domačo oskrbo, z veliko težavo zagotavljamo operativne posege. Že, kot sem rekel, v zadnjih 2-3 tednih zaradi tega praktično nismo mogli klicati bolnikov na operacijo srca od doma, ne glede na to, da imajo nekateri tudi stopnjo nujnosti zelo hitro ali hitro. Tako da situacija je zelo resna in upamo, da ne bo trajala predolgo, ker na ta način se močno povečujejo čakalne dobe in ne vemo, kako bo to sploh še potem šlo naprej. Zato bi rad seveda to priložnost izkoristil tudi, da se obrnem na javnost in še enkrat pozovem v imenu vseh bolnikov, ki ta trenutek potrebujejo operacijo, ki potrebujejo srčno operacijo, da se res spoštujejo vsi ukrepi za zmanjševanje te problematike COVID-a in da se nekako čim prej vrnemo v normalno stanje, da lahko začnemo potem s polno paro delati in zmanjševati te zaostanke. Ja, dober dan. Jaz sem predstojnik nevrokirurškega oddelka. Zdaj v Mariboru nevrokirurški oddelek pokriva praktično vso patologijo, kar se tiče glave pa hrbtenice, kar pomeni vse poškodbe znotraj lobanske krvavitve, infekcije in potem vse tisto hrbtenično patologijo, poleg tumorov so to predvsem obrambnostne spremembe. Poleg kardiokirurgov smo mi tisti, ki največkrat potrebujemo za naše bolnike intenzivno terapijo. Že pred covidnimi časi je bilo pogosto, da ni bilo mesta in so se operacije prestavljale, kar se je pa zdaj izrazito poslabšalo v tem času leta in pol. Najprej naj omenim, da naš oddelek, kjer smo bili prej, to je bila prva etaža kirurške stolpnice, je že več kot 1 leto zaseden in ga ima in je namenjen COVID intenzivni enoti. To je predvsem posledica tega, da je bil najustrezneje med drugim opremljen za zdravljenje težkih bolnikov, kar tudi pove svoje, kar pomeni, da eno je ta moment, da se mi silimo iz ene etaže v drugo, da jo sproti urejamo in nekako skrbimo za te paciente.
Kar se tiče poškodb glave, je bilo boljše samo v prvem valu, ko je bil lockdown, ko so dejansko ljudje ostali več doma in je bilo poškodb manj. To je zdaj praktično na isti ravni, kot je bilo pred covidom. Kar pomeni, da poškodb glave ni nič manj, da so to, kar se neurokirurgije tiče, pogoste urgence, ki potrebuje in ti bolniki potrebujejo intenzivno terapijo. To je en problem. Drug problem je bolniki z možganskimi tumorji. To je zelo poreč problem. Tudi njihovo število se ni zmanjšalo, se je pa zmanjšala možnost operativnih programov. Namesto 4 dni, ki so namenjeni za operacijo, 5 dni, ki so namenjeni za operacijo neurokirurških bolnikov, so zdaj temu namenjeni samo 4 dnevi, kar pomeni, dnevno lahko operiramo enega, največ 2 bolnika z možganskim tumorjem. Tako da je to čakanje, tu je treba vedeti, da bolnik z možganskim tumorjem skoraj vedno potrebuje dokaj hitro ali pa celo nujno obravnavo. Ta obravnava se je prav gotovo podaljšala za nekaj tednov. Imeli smo bolnike, kjer je prišlo do nenadnega poslabšanja, tudi bolnike, ki so ob tem imeli COVID in smo jih operirali vsi ustrezno opremljeni. Dejansko to pomeni, da bolniki, ki bi prišli na operacijo v nekem ustreznem času, so zaradi takih in drugačnih razlogov na to operacijo čakali stanje in se jim je poslabšali, smo potem jih urgentno operirali. Število intenzivnih postelj je omejeno in dejansko se to število za necovidne bolnike dalje zmanjšuje, ob tem, da pa bolnikov z recimo znotraj možganskimi tumorji ni pa nič manj. Ti bolniki potem čakajo, včasih čakajo tudi predolgo. Skratka, to je tak pereč problem, ki ga rešujemo, recimo, da zaenkrat zadovoljivo. V teh tednih, kot so zdaj in kot nam očitno sledijo, pa pričakujemo, da se bo situacija še poslabšala in da bo še več bolnikov, ki bodo ustrezno oskrbo deležni pozno, mogoče tudi prepozno. To je samo en del naše, potem imamo pa operacije, kjer predvsem so to obrambnostne spremembe hrbtenice. Na oddelku za neurokirurgijo operiramo vse obrambnostne spremembe hrbtenice od vratnega, prsnega in medvenega dela. Teh bolnikov je pa zelo veliko. No, te bolniki so pa utrpeli izrazito podaljšanje čakalnih dob za operacijo. Ker so imeli vsi ostali prednost, kar je razumljivo, so te bolniki čakali. In mnogi so čakali v bolečinah doma. To je ta problem, ki se ga delimo recimo skupaj z ortopedi. In tu se je pa čakalna doba za posege izrazito podaljšala. V vmesnem obdobju med temi valovi, ko je bilo to možno, smo to reševali tako, da smo operirali še popoldne, 2 do 3-krat tedensko smo izvajali operacije obrambnostnih sprememb še popoldne. Žal je pa tudi tu sedaj prišlo do zastoja z prejšnjim tednom, kajti to izvajanje operacij popoldne ni več mogoče, predvsem zaradi pomanjkanja kadra, ne toliko kirurgov kot anestezijskega kadra, medicinskih sester, inštrumentark in tako dalje. Tako da tu pa pričakujemo izrazito podaljšanje tudi dalje čakalnih dob za te operacije. Hvala. Lahko mogoče malo, da lažje razumemo, če se da v deležu povedati, koliko recimo ste prej nekih operacij teh bolnikov obravnavali, pa koliko je zdaj manj tega? Lahko jaz tako nasplošno za kliniko to odgovorim. Kot rečeno, recimo danes izvajamo program v 7 operacijskih, v nekih necovidnih časih, ali pa bomo rekli še nekaj časa nazaj, bi bilo to v 15. Se pravi, imamo izpad 8 operacijskih na dan, pa če rečemo, da so povprečno to 3 do 4 bolniki na operacijsko, lahko ugotovimo, da je to vsaj 20 do 30 bolnikov dnevno.
Je pa seveda tukaj situacija različna od oddelka do oddelka in kot je že kolega z neurokirurgije tudi povedal, od patologije do patologije. Se pravi, mi se tukaj dnevno moramo odločati o tem, da seveda poskušamo v čim večji meri izvajati nujne oziroma neodložljive posege oziroma posege, ki z odlašanjem ne bodo povzročili prevelike škode. Se pa zavedamo, da to z trenutnimi kapacitetami zagotovo ne bo vzdržno. Je mogoče potem vidite rešitev, glede na to, da nekega verjetno zdravstvenega kadra tudi mogoče dobiti? Ja, zdaj, kot je bilo že tudi povedano, zdaj gre za specifičen kader, se pravi za izvajanje operativnih posegov. Na eni strani potrebujemo anesteziologe, anestezijske medicinske sestre, inštrumentarke, po drugi strani pa za izvajanje teh zahtevnih kirurških posegov potrebujemo tudi mesta v enotah intenzivne terapije. Zdaj do tega visoko kvalificiranega kadra, dodatnega, ki je seveda na eni strani v tem trenutku neobhodno potreben na teh COVID deloviščih, zlasti v COVID intenzivnih enotah, kjer imamo bolnike na respiratorjih, seveda čez noč ni moč priti. Tako da moje edino upanje tukaj je, da bomo z tem valom čim prej dosegli vrh in da se bodo stvari začele počasi umirjati. Zdaj, če se lahko še jaz navežem na to, minister za zdravje je nekako pozval k pomoči tudi dijake pa študente. Koliko vam ti sploh lahko pomagajo? Ja, glejte, študente in dijake že zdaj vključujemo v to delo. Seveda nam lahko pomagajo na navadnih oddelkih, deloma tudi na COVID akutnih oddelkih. Zagotovo pa, da bi na račun dijakov in študentov lahko zapolnili deficit na teh visoko specializiranih področjih, pa je seveda iluzorno pričakovati. Konkretno, če bi lahko vsak posebej povezal, koliko jih že zdaj sodeluje s vami oziroma pomaga na tak način? Že imate dijake in študente, enkrat verjetno, ne? Ja, za današnjim dnem prihajajo študentje medicinske fakultete na te svoje, se pravi 6. letnik na vaje v bolnišnico. Te študente bomo seveda v sklopu teh vaj poskušali v čim večji meri vključiti tudi na COVID delovišča, ob tem pa seveda sodelujejo tudi študenti oziroma dijaki teh zdravstvenih šol. V tem trenutku. Zdaj ne vem. Pri nas konkretno rotirajoče se pomagata dva študenta. To so predvsem študenti, ki jih neurokirurgija tudi sicer zanima, bi se radi prej vključili v delo, tako da dva. Kar je zadosti in jih tudi kar dobro vključimo v neko tako klinično delo. Veliko tudi imamo občutek, da pridobijo s tem. So pa to po pravilu študenti, ki jih neurokirurgija zanima. In so že prej bili. Mi imamo ves čas tako ima najbolj volonterje. V bistvu so to študenti, ki želijo videti delati prej, ki se želijo že prej, preden končajo z študijem, seznaniti z recimo neurokirurškim delom, tako da tu ni problema za študenti, hočem reči, včasih je še preveliko zanimanja, ampak nekaj dva sta taka, da jih lahko dobro vključimo in tudi ustrezno potem indiciramo. Kaj pa pomoč strani koncesionarjev oziroma centrov, zasebnih centrov, ki izvajajo operacije? Je tukaj kako sodelovanje? Verjetno mislim, da to treba na državni ravni usklajevati, ampak... Ja, a to jaz povem. Mislim, da sem tu edini, ki sodeluje tudi z koncesionarji. Žal to stvar ni urejena, kar je škoda. Če bi bila vsaj predvsem gre za sodelovanje pri operacijah, se pravi nenujnih primerov, predvsem kar se tiče obrambnostnih sprememb hrbtenice, ki se že izvajajo v določenih centrih koncesionarskih.
Tule bi bilo treba morda uvesti res enotno čakalno listo. Potem bi bila stvar bistveno bolj pregledna. Mi vsi, tudi jaz konkretno, smo zaposleni pri kakšnem koncesionarju, kjer potem lahko izvajamo te operacije, ki jih tu sicer ne moremo v zadostnem številu. Tako da je pa res, da to so predvsem oziroma samo operacije tako imenovanih elektivnih bolnikov, neurgentnih in vezane na dost ozko patologijo, kar je pri nas obrabnostne spremembe hrbtenice. Pri tem pri nas konkretno smo zaposleni dodatno še za kirurgijo Bitenc, pa za kirurški sanatorij Rožna dolina. Morda je še kdo kje, ampak ti dva sta ta, kjer je največ pacient. Tu pogrešamo neko urejenost na tem področju, predvsem večjo preglednost, skupno čakalno listo in tako. Ja. Kar se ni Glejte, v bistvu se na vseh področjih srečujemo z temi tudi urgentnimi COVID bolniki. Seveda tukaj jasno te paciente operiramo pač pod posebnimi pogoji, se pravi z ustrezno zaščito, se pravi v skafandrih, v posebni operacijski dvorani. Se pravi, kadar imamo res nujne oziroma urgentne neodložljive posege, sicer pa seveda vse bolnike v prihodu v bolnišnico testiramo in kolikor njihovo stanje dopušča, počakamo na njihov ustrezen status in potem ustrezno dalje ukrepamo. Kar se nas tiče neurokirurgija, smo sprejeli določene recimo ukrepe oziroma prilagoditve za operacijo covidnih bolnikov, predvsem so to bolniki, kjer ne moreš čakati na bris ali pa je jasno pozitiven, kjer je potem potrebna ustrezna zaščita. Za nas to pomeni pri dostih operacijah neurokirurgije potrebuješ operacijo s pomočjo kirurškega mikroskopa. Na srečo imamo še dober mikroskop prejšnji, ki je starejši, ampak še vedno dober, tako da je namenjen v teh primerih samo operacijam covidnih bolnikov za ustrezno opremo. Na začetku pred letom in pol, o tem smo zdaj poročali na kirurškem kongresu prejšnji teden, smo se soočali z nekaterimi čisto tehničnimi problemi, namreč Rusi se FFP3 maske povzroča večje razsenje, če imaš gor vizir ali pa masko, je težko gledati skozi mikroskop. To smo zdaj zadovoljivo rešili, tako da je v resnici zdaj operacija covidnega bolnika praktično enakovredna operacije necovidnika, kar se tehnične opremljenosti tiče. Ne čisto, ampak skoraj. Lahko mogoče postrežete s podatkom, koliko je čakalna doba recimo zdaj ta tip za operacijo hrbtenice, če ni nujno? Če ni nujno. To je odvisno od tipa operacije. Če vas zanima ledvena hrbtenica, je čakalna doba za zdrs medretenčne ploščice ali pa operacijo ledvene stenoze približno pol leta, medtem ko te, te so se podaljšale. Verjetno za stenozo že malo več, že 3/4 leta. Izrazito se je pa podaljšala še operacija, ki zahteva tudi stabilizacijo hrbtenice. A ne recimo, da imate vi stenozo pa ledveno nestabilnost ali pa samo ledveno nestabilnost, te se je pa podaljšalo na 2 leti in več. Koliko je bilo pred korono? Pred korono je bilo leto do leto in pol. To je odvisno tudi od kirurga, namreč, ne? Ampak zdaj je siguran za leto in pol. Kot rečeno, odvisno od kirurga za stabilizacije, medtem ko zdaj je pa sigurno 2 leti. Na žalost. A vas lahko še nekaj vprašam prej o tej pomoči, ste govorili dijakov in študentov, vi ste rekli, da imate konkretno 2. Ja. Koliko pa bi po vaših ocenah na vašem oddelku še potrebovali? Na našem oddelku sta 2 zadosti. Jih tudi morda ne me narobe razumeti, ne želimo več. 2 sta točno število, da jih lahko mi nadziramo, ker potrebujejo nadzor,
poleg tega se pa oni lahko učijo, če jih je preveč, ni zadosti učiteljev, da bi jih učili. Razumem. Tako da 2 sta zadosti. Ja, kaj pa pri ostalih, kaj se Glejte, še enkrat, jaz, kot sem poudaril prej, pri nas ni zdaj tukaj problem v številu kirurgov. Morate razumeti, da mi smo zdaj operativne posege praktično prepolovili. Pri nas je ozko grlo, nam je anestezija, se pravi anesteziologi kot anestezijske medicinske sestre, se pravi brez narkoze tukaj ni možno operirati. Po drugi strani pa seveda tudi zdaj že deficit inštrumentark, ki so prerazporejene na ta COVID delovišča. Tako da za same kirurške strani bi seveda mi lahko v tem trenutku izvajali v večjem obsegu samo operativno dejavnost. Tako da tukaj nam študentje medicine v bistvu ne rešujejo tega problema. Ja, pri nas ta trenutek na oddelku za kardiologijo nimamo študentov medicine, ki bi nam pomagali, ampak tako, kot je bilo rečeno, ta trenutek ni problem v število kardiokirurgov, ker mi bi lahko zoperirali vsaj 3-krat toliko, koliko dejansko zoperiramo. Problem je ozko grlo intenzivne medicine in pa anesteziologije. Ne? In če mi po operaciji že vnaprej ne vemo, da nimamo kam pacienta dati v intenzivno, potem ne moremo izvesti operacije, ker vsak bolnik po operaciji na odprtem srcu potrebuje hospitalizacijo v oddelku intenzivne terapije. Ne? In kot je bilo rečeno, ni problem zdaj v kirurgih, problem je v vsem ostalem kadru, ne? V medicinskih sestrah, v prostoru v intenzivni terapiji in pa anesteziji. Ne? To je tisti glavni problem in to je tisto ozko grlo, predvsem prostor v intenzivnih terapijah, zato ker je bilo toliko prerasporeditev v COVID intenzivne enote. Kada tisto največje ozko grlo, zaradi česar mi ta trenutek ne moramo izvesti več operacij na srcu, je največ prostor v intenzivni terapiji. To je največji pereči problem, s katerim se zdaj srečujemo. Če doktor Morin pove, koliko je bilo preintenzivnih na kirurški, koliko je pa zdaj namenjeno COVID pacientom, da bo praktično? Ja, zdaj v tem COVID času smo v bistvu v naši, če gledamo zdaj kot celotno bolnico, smo praktično več kot podvojili število intenzivnih postelj. In zdaj jasno v teh enotah intenzivne terapije tukaj potrebujemo najbolj ozko ali pa visoko izobražen kader. Ne? Govorimo torej o res zelo specifični naravi dela, ki ga seveda v večji meri upravljajo anesteziologi oziroma specialisti intenzivne terapije. Kot rečeno, poskušamo pomagati v tem, da ne rečem vojnem času, seveda vsi ostali profili, tudi kirurgi, ampak še vedno vodje teh timov oziroma glavni nosilci te dejavnosti pa ostajajo ti intenzivisti. Tako da to je ozko grlo. No? In zdaj z problemom, kot je bilo rečeno, kapacitet intenzivnih postelj se v naši bolnici ukvarjamo že vsaj zadnjih 20 let. Ne? In že v tem predcovidnem času praktično ni bilo možno. Te težave, se pravi, so bile občasno prisotne že prej, kar se tiče teh elektivnih nujnih oziroma elektivnih zahtevnih posegov. Nismo mogli povečati tega kadra, zdaj v COVID času pa smo mogli praktično to podvojiti. Skratka, to je predstavljalo enorm logističen in strokovni zalogaj za našo ustanovo, kot so jasno tudi za vse ostale ustanove po Sloveniji. Mogoče številčne sliki 26 na 40? Ja, ne, se pravi, mi zdaj v naši intenzivni terapiji fizično imamo na razpolago tam 20 intenzivnih postelj, se pravi, govorimo o kirurgiji v predcovidnem času. Zaradi nekih kadrovskih težav že prej smo praviloma jih zagotavljali tam 14 do 16. V tem trenutku pa smo na 10 intenzivnih posteljah namenjenih za necovidne bolnike. Se pravi, če rečemo tam 14 do 16 kirurških plus 12 internih, se pravi, smo tam na številki 28 cirka v predcovidnem času.
sedaj pa ob 20 recimo nekje posteljah za ne-covidne bolnike zagotavljamo še cirka 40 postelj za covidne bolnike. Cirka 26 moramo zagotavljati 44 intenzivnih postelj zaradi covidne zraven, še nekaj na povečanje. Z istim kadrom. Da še sam prosim, Se bo doktor Ogrinje na stan kriznega štaba, pa bom približno povedal, to ni najbolj pereč problem. No, zagotovo je tudi problem, ne? Tudi tukaj imamo pozitivne, predvsem pa tudi neke odločbe o karantenah v primeru obolelih otrok, odsotnosti zaradi bolniških in podobno, ne? Smo seveda v trenutku, ko nam vsak zaposlen šteje, tako da zagotovo je tudi to del problema v številkah, vam pa to v tem trenutku sam ne moram pojasniti. Če ne znamo podatke samo to, koliko je odsotnih glede tega, ampak več kot je samo oboleli, ki so rekel doktor, zaradi otrok, niso naši, ki so zboleli, ampak ki so zaradi odličnih. Glede na razvoj epidemije se vam zdi, da je ta pogoj PCT pa zdaj, kot te ukrepe ta uvedla vlada, dovolj stanje vidimo resno, vse bolj resno. So te v bistvu pričakovali bolj stroge ukrepe? Glejte, zdaj, kar si mi želimo, je, seveda si želimo čim manj covidnih bolnikov, samo in izključno za namenom, da bi lahko čim boljše poskrbeli za ne-covid bolnike. Še enkrat, zdaj, glede na število vseh bolnikov imamo mi relativno malo direktnega opravka z covid kirurškimi bolniki. Seveda vsakodnevno pride kak kirurški, ampak zdaj v tem času tega covida smo to normalno upeljali, usposobili posebno operacijsko, zato seveda je v primeru operacije covid bolnikov potrebnega tudi nekaj več kadra, ampak te stvari tukaj funkcionirajo, zdaj to ni problem. Kar nas skrbi, pa vsakodnevno boli, je seveda to, da ne uspemo poskrbeti za ne-covidne bolnike tako, kot bi si sami želeli. Ampak ukrepi se vam zdijo, da je vlada dovolj naredila, ali bi mogli zahteti državo, glede na stanje? Glejte, čist zdravorazumsko zagotovo bi ob nekem lockdownu bilo okužb med samim prebivalstvom manj in s tem zagotovo pritisk na bolnišnice, ki je v tem trenutku enorm, zagotovo manjši. Jaz se zavedam, da gre tukaj za politično odločitev, pa tega tukaj na tem mestu ne želim komentirati. Ja, lockdown ima še en drugi efekt, ne? Tudi ne samo, da je ideja zmanjšati števila covid bolnikov, ampak tudi vsega ostalega manj imate prometnih nesreč, vsega ostalih bolnikov je manj, ne? Teda recimo lani je bil pritisk tudi ne-covidnih bolnikov manjši, ne? Zdaj pa ali bodo ti ukrepi zadoščali ali ne bojo, pa mi zdaj težko kot kirurgi tu ocenjevali, ne? V smislu tega, da je potem tudi manj drugih pacientov, ne, če je nekaj zaprte države, da potem lahko izboljšate. Zdaj, če jaz govorim za srčno kirurgijo, verjetno ne bo manj pacientov, ne, ampak definitivno bi pa ob neki redukciji ostalih, vsakega, ki se sprejme v intenzivno terapijo, pomeni, da bo en drug ne bo mogel iti noter, ne, da vsak šteje v bistvu. Kot je povedal kolega prej, zagotovo manj poškodb, se pravi manj sprejemov na travmo, manj sprejemov na nevrokirurgijo, predvsem pa bi zagotovo v nekem lockdownu bil pritisk na covid intenzivne manjši in posledično z več razpoložljivega kadra oziroma intenzivnih kapacitet bi lahko zagotovo naredili tudi kakšno srčno oziroma druge nujne operacije več. Še mogoče kako vprašanje, če ne bi se zahvalil, kolegu zdravnikom. Hvala lepa.